Živijo v novem vlogu, midva sva za vodovodarja večinoma vse pripravila, edino to, ko v kuhinji še niso prepričana, kje bo. To se morava še odločiti, oziroma iti v Ikeo, da narišejo kuhinjo. In ja, tako da, dobro napredujeva. Ja, ko bo top zrihten, lahko pol pride vodovodar narediti v grobem vsa dela. Tako da zdaj se bova midva lotila zapiranja telih vrat, med katerimi stojiva. Tukaj so bila nekoč vrata med tema dvema sobama, kar bo zdaj dnevna in spalnica, ampak tukaj v spalnico imava vhod tudi iz hodnika, tako da ne rabva dveh vhodov v spalnico, tako da bova to zdaj zaprla. Načeloma niti ne bi rabila neke hude konstrukcije delati, bolj sem zato, ker bo potem tukaj čez prišle plošče, pa je kar dolga razdalja, da se plošča pol ne bo preveč upogibala, da bo malo bolj stabilen zid. Ja, ko bova pa to naredila, bova pa bolj se lotila še tistega šanka v dnevni sobi, ampak to bo kasneje. Ja. Je prišel električar, kar nam je bilo zelo všeč, zato ker sva ga nekaj časa čakala. V bistvu sva bila prej že z enim zmenjena, pa naj jo je v bistvu nategnil. Vidi se, da ni bil Šved, bil je Nizozemec. Tako da sva izgubila malo časa, kakšen teden ali pa celo 10 dni zaradi tega. Ampak včeraj je prišel električar iz druge firme, ki nam je pa ful pomagal. V bistvu sva se dogovorila, da bova sama cevi potegnila, on pa bo na koncu samo vse skupaj priključil. To je nama v interesu, ker bova veliko prihranila, njemu pa tudi zato, ker nima veliko časa. Je pa to tudi v bistvu ful dober dogovor, zaradi tega, ker na Švedskem v ceveh so že kabli, se take cevi kup, tako da mu v bistvu niti kablov ne bo treba vleči, tako da večinoma bova res sama naredila. Nama je pa včeraj res ful veliko pomagal, v bistvu mi do elektrike nekega ful pojma nimava, tako da nama je dobesedno za vsako sobo posebej povedal, kje ne dava kakšen cev in kaj ne poveževa, kar je bilo res ful prijazno od njega, glede na to, da pač za to ne bo plačan, pač za njegovo delo vlečenja cevi, da bova midva to naredila. Tako da sem zelo zadovoljna in upava, da bo šlo vse v redu. Ampak še preden pa začneva z elektriko, morava pa tukaj v kuhinji, kjer je dimnik, morava narediti tako konstrukcijo, zaradi tega, da bo lahko elektrika šla po steni, ker imava namen strop ohraniti, tako da bova se zdaj tega lotila. Poleg tega mora biti konstrukcija tudi zato, da bova lahko potem lažje na steno obesila celo kuhinjo, omarice, ker trenutno se ne da, oziroma je težje na tale beton, tako da upava, da bo tudi tole šlo gladko. Preden se lotiva elektrike, pa morava zrihtati še par stvari, da bova pol lažje cevi potegnila.
Jaz se bom lotila tega stropa, oziroma stropa v dnevni sobi in v spalnici bodoči. Odločila sem se, da bo ohranila star strop, ker nama je všeč, ceneje, pa ja, če več stvari bi rada od stare hiše ohranila. Tako da te letvice bova mogla prebrusiti, pa pobarvati, pa nekaj kar veliko dela bo z njimi. Prvo je pa treba veliko žebljev ven potegniti, zato ker je bila prej še neka obloga čez in ja, bo še s tem kar veliko dela. Medtem ko jaz to delam, se bo pa Rok stropa v kuhinji lotil, kjer so ene plošče namontirane. Kuhinja je bila pred par leti obnovljena, ampak ker smo ven metali vgradne omare in tisti star WC, zdaj ni povsod isti strop, tako da je treba par plošč odstraniti. Tako da Rok bo to počel, potem pa upam, da se res lotiva elektrike. Končno je prišla tudi elektrika na vrsto, zadnjič nama je električar pustil ene kable in del materiala, ne pa vse, tako da en del še čakava, sva mislila počakati, da vse dobiva, pa pol začneva, ampak se je ta dostava malo zavlekla, tako da bova začela s tem, kar mava, tako da upava, da bo šlo lepo. Je kar zoprno, zaradi tega, ker imava tukaj dosti malo prostora, od 3 do 4 cm je nekje zadaj, tako da ponekod tudi dosti manj, še posebej po vogalih je kar malo prostora. Tako da bo malo bolj dolgotrajno to vlečenje kablov, kakor bi bilo novo gradnje, ampak ja, to je nekak stvar, ki jo moraš vzeti v zakup pri prenovi stare hiše in upava, da bo čim manj komplikacij. Midva sva kupila velik avto z vlečno kljuko, zato da bi lahko prevažala materiale in tudi da bi lahko dala prikolico in vlekla prikolico za sabo. Ampak ja, žal je imel avto neke manjše težave, tako da sva ga peljala nazaj prodajalcu, da ga je dal na servis, ker mora to odpraviti. Tako da sva trenutno zdaj brez avta, oziroma dal nama je nadomesten avto, ampak je nek majhen Peugeot. Tako da zdaj sva spet s kemperjem na poti v trgovine in podobne opravke. Ja, nažalost bo zdaj mogla materiale prevažati s kemperjem. Že en teden sem brez avta, tako da upava, da bo malo popravljen in da nama ne bo treba dolg čas tako prevažati materialov. Danes greva v to mesto, 50 km stran, najbližje, da greva v navadno trgovino, potem greva v 2 trgovini z materiali in potem še v prodajalno, kjer prodajajo kamine, kjer morava tudi izbrati kamin in se zmeniti malo za montažo. Tako da ja, bo pester dan svet. Ja, elektrika v hiši pa drugače lepo napreduje zaenkrat. Zdaj sva že uredila kar precej, mislim, da spalnico in dnevno praktično čisto do konca. Ampak ja, še zmer pa čakava paketno z ostalim materialom, da bo res lahko čist finiširala tudi spalnico in dnevno do konca, ampak kuhna ne bo še v celoti čakala.
evo spet malo pauze od dela, ki sicer kar okej napreduje, ne ful hiter, ampak napreduje pa. Z elektriko smo že zelo blizu konca tega, da bo vse cevi potegnjene. Je v bistvu še čisto malo dela s cevmi, pol je treba pa še doze zrihtati, kar zna biti tudi še malo bolj dolgotrajno, zaradi tega, ker bo treba verjetno malo brune sklesati ven tam, ker bojo doze prišle, zaradi tega, ker je zelo malo placa med brunami in med konstrukcijo, ki pridejo čez nje. Tako da jaz sem se s to elektriko zdaj zadnje dni ukvarjal, Nastja je pa že začela brusati strop oziroma stropove, ki jih bova ohranila, to so one lesene letvice, morajo malo na grobo zbrusati, preden barvava na novo, da gre barva tam, kjer se kaj lukne, gre stran, pa kjer se ne lukne, se glih malo zmatira, da bo nova barva malo bolj šprijela gor. Gre precej počasneje, kakor sem mislila, da bo, pa zoprno delo, ampak upava, da bo šlo naprej gladko. Greva pa zdaj spet v 2 uri stran oddaljeno mesto. Greva pa zato, ker greva končno iskat najin avto. Zanj sva samo omenila, da je na servisu, čeprav je nov, oziroma nov, pač rabljen avto, ki sva ga glih kupila. In nama to zelo narobe je hodil, upava, da nama zdaj ne bo več. In da bo res vse v redu. V glavnem, kaj je bilo sploh narobe, da poveva, v bistvu, ko sva prižgala zadnji brisalc, vsake toliko ne zmeri, ampak zelo pogosto se elektroniki v avtu čisto zmešali, vse lučke so začele utripati in piskati in pač v glavnem zaštekel se je zadnji brisalc na polovici šipe in potem je bilo treba dejansko avtom ugasniti, ker niti gas več ni delal, tako da ga je bilo treba ugasniti in potem spet prižgati in potem je bilo okej za nekaj časa, ampak to se je zelo ponavljalo, kar je niti varno, niti prijetno. Tako da sva ga potem temu prodajalcu nazaj peljala, on ga je peljal na servis in zdaj so 10 dni ugotavljali, kaj je narobe. Oziroma ugotavljali in popravili, upava, da so res dobro popravili. Bila je počena tista cevka, je v zadnjih vratih za odvodnjavanje, tako da je bolj tam se ni dobro voda odtekala in je noter prišla tudi na žice in je voda prišla tudi not v motorček od brisalca. Tako da naj bi bilo samo to narobe in zdaj naj bi vse v redu delovalo. Tako da res srečno upava, da bo res samo to, da je bilo res samo to narobe in da bo avto zdaj res okej, ker nama res narobe hodi biti brez velikega avta. Upava, da ne bova tja prišla in bojo rekli, da je vse v redu in pa po pol ure vožnje ugotovila, da ni. In res upava, da se to ne bo zgodilo. Tako da držite pesti z nama. Za nama je spet en zelo naporen dan, ker sva šla spet v velik trgovin z materialom in izbirala stvari. Ampak dobra stvar pa je, da je škoda res popravljena, zaenkrat dela, upava, da bo tako tudi obdržil in sva zelo zadovoljna, prodajalec je popravil pod garancijo, tako da zdaj samo držimo pesti, da tako ostane. V glavnem stvari se malo zapletajo in ne gre čisto po pričakovanjih. Zdaj sva ugotovila, da bova mogla nov strop kupiti, oziroma da starega ne bova mogla ohraniti, čeprav sem je že kar nekaj časa noter vložila vanj, pa žeblje odstranjevala, pa začela z brušenjem, ampak žal je problem, da tukaj in v dnevni sobi so ene letvice, ki jih bi bilo treba zamenjati. Rečeno nama je bilo, z enimi domačini sva se pogovarjala in so rekli, da skoraj sigurno najdeš še vedno enake letvice, kar take letvice seveda so v trgovinah, ampak točno te dimenzije pa ni več, vse so širše, pa malo drugačne oblike, tako da bo res grdo, če dava druge, sploh ker morava tako jih sam par zamenjati in se ne bo skladalo. Tako da so se zdaj odločila, da bova en drug strop gor privila, upava, da ga bova najdla. Danes greva v najbližje mesto malo pogledati in upava, da najdeva kaj primernega in ne preveč dragega.
Zadnjič sva potem hotela tisti strop odpeljati domov, ampak nažalost, čeprav je zelo veliko šlo v najino škodo, niso šle vse te letve, tako da sva jih kar tam pustila in se danes vračava nazaj po vse skupaj s prikolico. V bistvu sta si prikolico sposodila od sosedov, ki sta zelo prijazna in nama z veseljem pomagata. Naložila pa sva jo tudi z vsemi smetmi in odpadom, ki se je nabral do zdaj, tako da greva prvo v mesto, to na reciklirni center nest, ali kako se reče, na smetišče v glavnem, in potem po te letve nazaj gradivo pač domov pripeljala. Ja, prvič vozila s prikolico, vajena sva sicer kemperja in velikih dolžin, ampak prikolica pa ne, ker greš naprej, sicer nič posebnega, ampak Rikverc je pa kar zanimiv. Na srečo imam že nekaj izkušenj od zime, kjer sem se s prikolico kar veliko vozil na kvadu, da me sicer precej lažje, ker lahko nazaj dosti boljš vidiš. Ampak ja, na dvorišču me je uspelo v Rikverc noter zapeljati, kar sem bil kar navdušen. Pa smo prišli do konca tega vloga, malo smo se skupaj zavlekli, malo dlje sva rabila za elektriko, malo sva čakala materiale, tako da zato je malo kasneje prišel, ampak včeraj je prišel električar in odobril najino delo. Prej nisva imela z elektriko nobenih izkušenj, tako da je to res čisto prvič, da se srečujeva z napeljevanjem te inštalacije, ker prvič prišel nam je dal res dobra navodila in 2 ure je bil tukaj, lepo sta si zapisala vse, kar je bilo potrebno. Tako da včeraj je rekel, da so vse v redu naštimala in da lahko začneva zapirati stene. Ja, glede na to, da nisva imela pojma, sva kar zadovoljna. Ja, je bilo pa tudi veliko dela s to elektriko, ful več kot zgleda. Vse skupaj so porabila ene 300 metrov cevi s kabli,
pa okrog 400 tistih spong za te cevi pritrditi, tako da res se je kar vlekel vse skupaj. Ja, pa glede na to, da ni veliko prostora med brunami in konstrukcijo, ki je že gor in v kotih, sva mogla kar malo improvizirati, kar električar verjetno ne bi. Ja, da sem imela čas, ampak je to tudi pomenilo, da se v zadnjem mesecu skoraj praktično nič ni vidno poznalo, kar sva delala, ves čas sva delala, ampak se je tako zgledalo, nič tacga. In nama je tudi malo motivacijo mi je že zmanjkvalo, čeprav zgleda, kako veselo skozi delava, ampak je bilo kar nekaj kritičnih momentov vmes, no, vsaj jaz sem jih imela. Ampak ja, zdaj sem zadovoljna, da sva to elektriko končala, da sva končala strop v spalnici in v dnevni sobi, ono konstrukcijo med vrati in še kup enih malenkosti, ki se ne poznajo. In da imamo zdaj še eno konstrukcijo med enimi vrati za narediti, ena tlatle zapreti in še par malenkosti sigurno. Potem bomo pa končno začela zapirati stene, česar se ful veseliva, da se bo končno poznali in da bo šlo hitrej. Ja, tam bo res po moje zelo velika razlika v zelo kratkem času, tako da boste videli mogoče že v naslednjem vlogu, če ne pa upava, da v enem potem. Ja, držimo pesti, tako da se vidimo kmalu. Ja.